Ja, priznam, da sem bila stara kakšnih 13-14 let, ko sem prvič svojo pozornost usmerila v to, kaj pravzaprav se nahaja v deodorantih, glede na to, da se vsi tukaj špricajo pod pazduhami in tako naprej. In že takrat se mi ni zdelo, da je vse to tako, kot mora biti. In ko sem bila starejša in sem tudi razumela določene stvari, malce raziskala, sem ugotovila, da je pa deodorant nekaj, kar pa jaz ne bi uporabljala. A je sploh treba uporabljati? In tudi tam mit, dajmo zaustaviti potenje, ne boste se več potili. Čakajte malo, potenje je naš telesni proces. To pomeni, da mi zaustavimo razstrupljanje našega telesa in se zastrupljamo. Skratka, danes bomo govorili o deodorantih. Vprašala bom Amona, ki je danes v naši družbi in se že vrsto let ukvarja s tem, kaj je varno, kaj ni varno, kaj je dejansko strup, kaj ni, kaj telo rabi, kaj telo ne rabi. In tudi skupaj z ženo ustvarjata eno krasno linijo, kozmetično, vse mogoče stvari imajo. Amon in Anis se imenuje tale blagovna znamka ročno narejenih stvari. Skratka, vprašala ga bom, ali obstaja varen deodorant in kakšen je ta varen deodorant, kaj vsebuje, kaj ne vsebuje. Govorila pa bomo pravzaprav tudi o milih. Mnogi ljudje že vedo, da se jaz za gelom za tuširanje nisem stuširala že 5, 6, 7 let, kaj takega. Jih ne uporabljam z določenim namenom in tudi mila so v nekem trenutku, če se spomnim, popolnoma zginila s trga. Vse je neke tekoče variante so bile nadomeščene in tako naprej. Vem pa, da Amon veliko govori o tem, kako vsestranska pravzaprav mila so in kako ne izsušujejo kožo, ker je to tudi razlog številka 1, zakaj so jih ljudje pometali stran oziroma zakaj jih ne uporabljajo več. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Živja. Hvala ti za tvoje znanje, ki si nam ga že posredoval o kremah za sončenje. In to je posnetek tudi, ki je na voljo na YouTube kanalu, za nazaj lahko pogledate. Danes pa torej o milu in pa o deodorantih. Zdaj, deodorant, res me zanima, kaj si tukaj nagruntal in zakaj si šel dejansko v to, da ustvariš krasne deodorante, ki so 100% naravni in ekološki, ampak to v pravem pomenu besede, ne v 3%, 100%, a ne, kot poznamo to finto marketinško. Ja, se pravi, pri deodorantu sta dve zelo pomembni stvari, a ne? Ja. Ena je pač, da ne maramo neprijetnega vonja. Ja. Pa kukar je pač... Pač ni fajn, da smrdiš, a ne? Tudi če si najlepši oblečen na tem svetu, če smrdiš, te bojo ljudje izogibali, to je dejstvo. Ja, tako da to je ta prva stvar, se pravi, deodorant mora biti učinkovit. Druga zadeva, zakaj so me pa deodoranti zanimali, je, ker v bistvu pazduha, tukaj imamo pač zelo blizu tele limfne žleze so spodaj, a ne? In limfne žleze skrbijo za razstrupljanje telesa. Se pravi, zelo važno, kaj mi nanesemo pod pazduho, ker namesto, da bi mi telo tukaj razbremenjevali, ga dostikrat obremenjujemo. In to se je sploh začelo s temi, bom rekel, antiperspiranti, ki si tudi že povedala, kakšen je smisel, da se ne potiš, če pač telo rabi, da se potiša, ne? Se pravi, rabimo deodorant, ki pač omogoča potenje, ampak ni neprijetnega vonja, ne? Sploh bi pa rekel, da je to zelo pomembno za ženske. Ja, ker slišala sem, da recimo mamice, nosečnice in tako naprej, da je to neposredno povezan s prsmi, z mlekom in da dejansko, če ne paziš na to, pa se še kar špricaš, ker telo takrat pa sploh ven daje stvari, da dejansko je to na koncu, kot da bi otroku dojenčko deodorant šprical v usta, kar seveda ne bi delal, a ne? Ja, skoraj tako, ali pa recimo še huje, da včasih ne pride do tako reakcije. Recimo, jaz poznam dosti ljudi, ki imajo razne reakcije s temi deodoranti, ne vem, rdečice, izpuščaji, pa gre pol na neke antibiotike, to sploh verjetno, kaj se vse dogaja. Večji problem je včasih pri teh stvarih, ki niso takoj vidne. Sploh recimo, ko se to nalaga v tkivih, a ne, sploh pri ženskah, je tukaj ful veliko maščobnih celic. In maščobne celice se pa vse zelo počasno nalaga in težko gre ven. In v bistvu ne vidi se takoj posledice, a ne. In to bi tudi rekel,
da še enkrat poudarimo to razliko med naravnim in ekološkim. Tudi pesticidov, s katerimi špricajo rastline. Zdaj je toliko teh debat glede glifosata, ne, pa teh gensko spremenjenih zadev in vsega tega. Ne, in v bistvu moramo biti prepričani, da tega ni, da mi tega ne dajemo pod pazuho, da ne gre to po našem telesu, tukaj se zelo hitro absorbira vse. Ne. In ekološka kvaliteta, sploh certifikati, kjer se to preverja, pač smo prepričani, da tega ne bomo vnesli v telo. To je zelo pomembno. Zato bi rekel, da deodorant je poleg sončne kreme en najpomembnejših izdelkov, če uporabljaš nekaj ekološkega, če rečeš recimo tok pa tok sem pripravljen, ali pa nisem še pripravljen, da bi, ne vem, kar vse zamenjal, pa da bi šel čisto na neko ekološko varianto. Vsaj eno stvar zamenjite, deodorant, sončno kremo, recimo. S tem naredi človek res veliko za svoje zdravje. Ne. In kaj je tukaj noter, recimo, v temu deodorantu, pač ni za špricati, to zdaj veva, ne? Kaj je dejansko notri, kaj poskrbi za to, da se potiš, kar pomeni, da telo še vedno opravi ta proces, ampak da ne smrdiš. Ok. Ja. Se pravi, ti naravni ekološki deodoranti temeljijo na sodi bikarboni. Dobro. O sodi bikarboni smo tudi že veliko slišali. Ne? To je pa zelo bazična snov, ki razstruplja, ki ustvarja tak bazičen, neutralen pH in v bistvu na nek način ubije bakterije, ustvari tako okolje, ki ga bakterije ne marajo. Ne? In to je tista prva stvar, ki pač naredi. Potem je pa to sodo bikarbono treba dati v nek medij, ne? Da ostane dlje časa na koži, ker če se samo sodo namažemo, soda je sama po sebi lahko dražilna. Zato je fino, da je tudi zmešana z negovalnimi olji, ki so seveda ekološka. No in to je pač tisto, ki je bistvo, se pravi temelj, da to sploh funkcionira. Ne? Tudi olja so pomembna, katera olja. Recimo, znano je, da kokosovo olje ima veliko laurinske kisline. Ne? Laurinska kislina je tudi v materinem mleku in deluje zelo antibakterijsko tudi. Ne? In v bistvu zelo je važno, da to hladno stiskano kokosovo olje, potem eterična olja. Vsa eterična olja imajo antibakterijsko delovanje. Ena so močnejša, ena so manj, ampak večinoma skoraj vsa imajo v bistvu ubijajo bakterije. Ne? To je veliko raziskav v tem narejenih. Tako da kombinacija vsega tega skupaj, pa da je lepo mazljivo, ne? Da ti to kar ne pade dol, to mora biti tako. No, deva recimo, jaz sem zdaj odprla pragosta, ne? Ok, in zdaj koliko tega zdaj vzamem? Tokle? Malo, ja, zelo malo. Tako da se na tenko namaži. To je dovolj. To je dost, ok. In to je to? To je to. In to drži cel dan. Da ne smrdim? Ja, zjutraj daš gor, lepo na čisto pazuho in za cel dan lepo to drži. Ne? To je zelo preprosta varianta. Meni je všeč, ker je tudi, jaz ne maram plastike, ne maram teh odvečnih odpadkov, všeč mi je steklo. Tudi steklo, recimo eterična olja gre zelo lepo skupaj s steklom, s plastiko pa ne grejo dobro, malo topijo plastiko. Ne? Tako da zdi se mi zelo higienično, pa nekako bolj ekološko, če je v steklu. Tako kot ena kremica taka. Tako da všeč mi je tudi ta lonček in tako. Zelo preprosto pa tak, fajn, ok, cool. Čutek je dober. V redu je, nič se ne, da bi se kaj... Ne, nič ne, lepo tega. To je fajn, to mi je fajn. Mila. Mila, ja. Mila so krasna za pogled, le kako lepo rožico si prinesel, ampak mila izsušijo kožo. Zanimivo je, preden sem se tukaj pojavil pri vas na oddaji, sem danes govoril z eno punco, sem ji v bistvu malo predstavljal te izdelke in je rekla, Mila, to pa jaz ne uporabljam, Mila nikakor, to pa meni naredi tako kožo, da sem rekel, a res, kako pa to ne? Mislim, kakšno Milo pa uporabljaš? Pa pač nekaj tam sem kupila v trgovini, a ne pa to. No in potem sem ji pač razložil te razlike v milih, a ne, kaj so. Eno so pač ta ročno narejena mila po hladnem postopku, kakor jih recimo jaz izdelujem, a ne. In v bistvu, ko ti daš noter v recimo to posodo, ne, ko potem to se zmešaš, pa narediš milo, a ne,
se te maščobe potem umilijo in se pretvorijo v tako trdo obliko, ne? Ja. In noter naravno nastane glicerin, če si že slišala za glicerin. To Da. recimo v To je zobnih tisto- pastah, ta tako. tekočina prozorna. To. In glicerin naravno nastane v milu, a ne, ko se pretvori iz maščobe. In zdaj, kako to suši kožo? In v bistvu jaz sem imel isti problem, a ne, in veliko ljudi ima s tem problemom, kako in milo suši kožo ni, v bistvu pač se reče, ja, to najbrž je pač agresivna zadeva, to se dela v laboratoriju. In jaz sem to vrsto let imel probleme, tudi suho kožo z rokami, ne. Potem pa, ko sem naredil svoje milo, sem v parih mesecih opazil, da ne rabim več nobenih krem, pač nič se mi ne suši, nobenih problemov. Pa sem videl, pač ja, glicerin je noter, ampak saj ti se tudi milo, kako pa pač, a je kakšna razlika v teh milih, ne? In potem sem naletel na eno informacijo, da pač ta glicerin je zelo dragocena zadeva. To so pač tudi pogruntali in imajo neke postopke, jaz ne vem, kako se to dela, niti kdo to dela, ampak očitno je, da se to dela, ker ena mila sušijo kožo in v bistvu se iz mila odstrani ven glicerin. In potem se ta glicerin da v glicerinske kreme. In to je tako, ne, narediš problem, proda suho milo in bo sigurno prodal še kremo zraven, ne. To, Aha, ustvari problem, da boš lahko prodal skratka. ne vem, če je to tako, ampak Načeloma je to tako. jaz sem tukaj videl ene povezave, no. Tukaj imaš pa vse v enem, a ne, na nek način to milo tudi neguje kožo, zato ta mila, kot si že na začetku rekla, so zelo vsestranska, ni samo za umivanje rok, zelo so fina names, ne vem, da so ljudje navajeni v tekoče gele za tuširanje, tudi milo naredi zelo lepo nego kožo, sploh če si vzameš kakšno posebno milo, recimo milo z eteričnim oljem vrtnice, mislim, to je No, luksuzno. zaradi tega, ker jaz, ko sem nehala uporabljati mila, oziroma ne mila, pač te tuš gele, a ne, ko sem jih nehala uporabljati in sem recimo, ne vem, po enem letu, 2 letih, sem ga spet uporabljala, sem se počutila, kot bi me nekdo dal v plastično vrečko. Dobesedno. Da ne morem dihati, ker tako težko sem dihala, ker se mi je zdelo, da mi je čist zaprl kožo dejansko na vse možne načine. Ti mi pa zdaj hočeš povedati, da če imam pa taka mila, ki so narejena po teh simple postopkih, kakor jih ljudje poznajo, naše babice in tako naprej, a ne, z eteričnimi olji in z vsemi temi zadevami, pa nič ne zapreš kožo, lahko še normalno diha, ampak v bistvu ji daš neko naravno nego, kakor podporo. Ja, ker tudi, recimo, ko izdeluješ milo, daš določen procent ekstra maščob noter, zato da je še malo več nege, ne. Vedno je majčken oljčka gor, ki se v bistvu, ki ti še dodatno neguje. Ne vice, ne, to je tako minimalno. Pa ta glicerin, ki naravno nastane, ne. Pa jaz bi rekel, da v tem modernem času, a ne, nam tudi te tehnike kmetovanja, ki lahko toliko pa toliko hektarjev tudi na ekološki način recimo pridelaš, a ne, so recimo eterična olja veliko bolj dostopna. Naše babice videle niso eteričnih olj, ne, to se niti ni dalo dobiti, to je bilo ekstra drago, zdaj pa to dostopno. In eterične olje imajo res blazne negovalne učinke za kožo ali pa pomirjajo, ne, tako da če se s sivkinim milom umivaš ali pa s kakšnim vrtničnim čajevcem, naprimer eterično olje čajevce deluje proti bakterijam, proti virusom, proti glivicam, tako da ljudje imajo dosti kakšne rdečice, alergije, ki pridejo tudi zaradi kakšnih nečistoč, bakterij, tega vsega, ne. Se s tem umivaš, lahko hitro pomaga pri kakšnih takih zadevah, a ne. Zdaj govorila sva o tuširanju, pa jaz imam rada prosto poličko v kopalnici, a ne, zdaj nimam nič gor. Kaj pa recimo za britje, pa take stvari, tudi lahko milo uporabiš potem? Ja, seveda, pač zelo priporočam, a ne. To je pa, kar se tega tiče, pa tudi ena stvar, ki mene čist znorim, ko vidim tiste pene, a ne, ki so... Ne vem, kako se to vse to komplicira v našem svetu. Naš svet je zelo zakompliciran, a ne, in rešitve so pa v bistvu zelo preproste. Mogoče je malo drugačna receptura, no, ker moraš uporabljati drugačna olja, da britvica lepo teče, a ne. Ja. Potem recimo, da je malo več pene, a ne, za britje, ampak za moško britje. Tudi konec koncev za ženske, ki se po noge brijo. Super zadeva, ni treba potem negovati dodatno kože, a ne. Čakaj, kjer je to? To recimo ta, si ga prenesel? Aha. Na te storže gor narisane pa tako. In kaj tukaj notri?
Karitejevo maso. Tukaj recimo večinoma kakavovo, ne. Kakavovo maslo je, bom rekel, malo dražje tudi za kupiti, ne, zdaj ga tudi cena brivnega mila je malo višja, ampak da en tak, kako bi rekel, en tak sloj na kožo, da britica lažje zdrsi, ne. To je najbolj pomembno pri briti, da se pač, da lažje teče, ne. In kar je najpomembnejše, da pol ti ne izsuši kože, ni treba nič dati po britju, ne. In to je to, sem pač, zdaj lahko, recimo, tam imamo tudi tale čopiček, ne. To so včasih dosti uporabno. Ja. Takole malo s čopičkom daš gor, pa se cep, pa ponovno, ne. Stvar funkcionira čisto preprosto in naravno, bom rekel. In brez plastike. Kaj pa to? Kako je pa z lasmi? Tukaj pa moram priznati, da še vedno imam plastične stekleničke za nego las. Kako je? Jaz sem nekaj let nazaj sem videla prvič, da so govorili o tem, da s trdim milom si lahko tudi lase opereš. Kakšne so tvoje izkušnje? Ker ti si vse z ženo, z Anis, ne? Sta vse to v bistvu raziskovala, kar se tega tiče. Je to izvedljivo ali je to še tako v povojih? Jaz bi rekel tako, ne, pri milih za lase. Lasje so zelo specifična zadeva na človeškem telesu, res se zelo razlikujejo. So tanki, so kodrsti, so taki, so kratki, so dolgi. Mila za lase zelo super funkcionirajo na kratkih laseh. Na daljših laseh je pa že spet važen, kakšen je las. Pri tanjših je malo slabše, pri kodrastih gre veliko boljše, ne. Ampak kakorkoli, jaz bi rekel, da je ena ogromna prednost pri mili za lase. In sicer to, da ni noter recimo nobenih kemikalij, so samo ekološke sestavine, ni konzervansov. Se pravi, ne daješ ničesar umetnega gor, ne. Tako da to je ena ogromna prednost. A ti svoje lase tudi pereš s tem? Ja, seveda. Seveda, že več let recimo, ne. In tudi, kar je prva stvar, ki opaziš, da ne rabiš las recimo prati na 2 dni. Ampak je to, ne vem, 5 dni, 6 dni, lahko že en teden potem, ne zmastijo se. Ker če so te, bom rekel, kakšni detergenti ali karkoli že je v teh šamponih, so lahko pregrobi in v bistvu tudi povrhnjico malo poškodujo in potem je panika v lasišču in se začnejo te lojnice ful proizvajati in pa se že čez 2 dni masne spet, ne. Zdaj, pri milih za lase pa mačkam več dela, treba se malo masirati, se vzeti malo več časa, tukaj sploh v tem predelu zadaj je treba biti pozoren, da se dobro zmasiraš. Pa potem mogoče, kar tudi priporočam, je kis. Kis? Da se potem s kisom še zmehča mačkam lase, ne. Potem to lepo funkcionira. Ampak je še, bom rekel, milo za lase, to je, rad bi naredil, bom rekel, univerzalno recepturo za vse. Tukaj moram priznati, tam še nisem, ne, da bi bilo čisto za vsakega, tako da je treba najprej probati. Je pa sigurno to čisto drugačna zadeva in če nekomu paše, je to zelo dobrodošla alternativa, ne. Včasih sam pomaga, da v bistvu zamenjamo te snovi, ne. Lasje so bili navajeni toliko pa toliko let nekih specifičnih kemikalij in ko tega ne daš več gor, se včasih hitro spremeni kaj v pozitivno smer, ne. Predvsem pa zadiha, ne? Ja, to nič ni, da bi karkoli puščal gor, v tem smislu, da bi zaprl lojnice ali pa kaj takega, ne. Konec koncev, ne, lahko pa tudi milo uporabljamo, ga naribamo, pa naredimo svoj pralni prašek. To pa vem, to je pa krasna stvar, pa simpel, res preprosta. Hvala lepa, Amon, zahvali se tudi Anis za vse te stvari, ki jih dejansko ustvarjata. In ja, danes smo veliko govorili o tem, kako pomembno je, da lepo, fino skrbimo za naše fizično telo, ampak dejstvo je, da je zelo pomembno, da kupujemo tiste stvari, ki jih seveda moramo, tudi takšne, ki so narejene drugače. Kajti razlika je, če jih je naredil stroj ali pa če so jih naredile roke. Da ne govorimo o tem, da so take izdelke, kot smo danes govorili, naredile slovenske roke in da s tem na koncu koncev podpiramo tudi slovensko gospodarstvo. Zdaj je čas povezovanja s sabo, s svojim telesom in tudi povezovanje z ljudmi, ki živijo v našem okolju. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji.
Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.